V prihodnjih letih se bomo morali na slovenskih avtocestah navaditi na eno tehnično novost, ki nam lahko precej olajša, predvsem pa skrajša čas potovanja v jutranjih in popoldanskih konicah, pa tudi v času počitnic. In Dars se ukvarja že zdaj s takšno rešitvijo. Kaj storiti, ko je preobremenjena cesta in bi normalno nastajali zastoji, mi pa bi vseeno se želeli voziti, pa čeprav malo počasneje. Ampak tukaj se oni opirajo na eni strani na umetno inteligenco in na našo voznikovo inteligenco. Sistem, ki ga uvaja Dars, inteligenčen, neinteligenčen, umetno inteligenčen, pa Slovenci pravzaprav zelo dobro poznamo skozi naš star pregovor, počasi se daleč pride. V tem primeru nekoliko drugače, počasi se hitreje pride. No, sistem za vodenje in nadzor prometa, tako imenovan speed management, pa je pri Darsu tisti, ki nas prek spremenljive prometne signalizacije in portalov opozarja, da je potrebno zmanjšati hitrost, kajti tako je preračunala umetna inteligenca in ve, da bomo zaradi tega počasi prišli na cilj hitreje. V bistvu postavljamo en novi sistem speed management, upravljanje hitrosti na vseh vpadnicah proti Ljubljani in Ljubljanskem ringu. To pomeni, da postavljamo nove spremenljive znake na tistih odsekih, kjer še ti niso stali. To pomeni, da vsak odsek bo pokrit s spremenljivim znakom, sistemom zbiranja prometnih podatkov, torej detekcijo, in vse vpadnice in Ljubljanski ring bo v tem sistemu tako imenovanega speed managementa, torej upravljanja hitrosti, s katerim bomo potem glede na potrebe zniževali hitrost, zvišali hitrost, da bo prometni tok bolj tekoč. Mi uporabljamo umetno inteligenco pri napovedovanju zastoja, torej količina teh podatkov je tako ogromna, da ljudje v naših nadzornih centrih tega ne morejo obdelati hitro. In s pomočjo strojnega učenja, ki je ena veja umetne inteligence, smo začeli z letošnjim letom napovedovati zastoje. In tukaj smo zelo uspešni, kajti upoštevamo vse praznike v tujini, v Sloveniji, počitnice v tujini, v Sloveniji, kajti mi smo tudi odvisni od počitnic v Nemčiji, na Nizozemskem. Kar pa je zelo, zelo dobro, kar smo s to umetno inteligenco dosegli, je to, da tudi upoštevamo vremensko napoved na Jadranu. Brez tega sistema smo včasih spregledali, da je vikend na Jadranu napovedano slabše vreme in smo imeli povečano gostoto že v četrtek, petek iz Jadrana proti Nemčiji, na primer. Sedaj tudi te podatke upoštevamo, torej sistem predvidi, da če bo na Jadranu v soboto, nedeljo zelo slabo vreme, lahko pričakujemo, da se bo turisti že vračali v četrtek popoldan, celi petek. To pomeni, da mi s tem že tudi načrtujemo dela, torej da ne delamo vzdrževalna dela, obnovitvena dela v četrtek, petek, ker bo povečan promet. To je ena stvar, druga zadeva pa je, da se pripravimo v nadzornih centrih, da pričakujemo večjo količino prometa iz smeri Jadrana proti Ljubljani in potem lahko z uravnavanjem hitrosti zagotovimo, da bo promet skozi Ljubljano v vse smeri čim bolj tekoč. No, tukaj pa smo prišli do točke, ko si moramo zastaviti vprašanje, ki nam verjetno ne bo najbolj všeč. Ker vprašanje namreč ni samo to, kaj lahko Dars naredi za nas, ampak tudi to, kaj lahko naredimo sami za to, da skrajšamo čas potovanja. In odgovor je zelo jasen. Zelo veliko lahko naredimo. V praksi pa to pomeni to, da kot vozniki, ko bomo na cesti videli omejitev hitrosti, se je bomo morali začeti držati, ker če je ne bomo, bomo v nekem trenutku zagotovo močno zavirali in posledično tudi stali. Na drugi strani, če se bomo držali te omejitve, kljub temu, da bo cesta morda pred nami tisti trenutek prazna, bomo omogočali, da bo promet tekel. No, pa saj ni vprašanja, ali se na avtocesti bomo ali moramo. Seveda se moramo, ampak kot v avtomobilnosti večkrat rečemo, promet je ekipna igra. In bolj nazornega prikaza, kako ekipna igra to je, skozi ta sistem ne bi moglo biti. Tudi mi spremljamo sosednje države, ki že ta sistem uvajajo, torej Dunaj, München, ampak zelo je odvisno od temperamenta voznikov, od vrste voznikov, ali vozniki to upoštevajo, ali so dovolj izobraženi, ali ne razumejo ta sistem, tako tukaj je zelo težko to primerjati. Če bi neke sporednice vzeli iz drugih razvitih držav, bi lahko, ne vem, neko številko 10 do 20%, da bi znižali zastoje v jutranjih popoldanskih konicah. Seveda, tukaj moramo vsi igrati to igro po pravilih, torej in mi, ki v nadzornem centru to omejujemo, in vozniki, ki potem vozijo in razumejo, zakaj je zjutraj, ko še ni gužve, že omejitev hitrosti. Moramo vedeti tudi, da imamo veliko tovornih vozil
tudi veliko pretežkih tovornih vozil in na let tovornega vozila zastoj, vemo, so posledice katastrofalne. Tako da pretočnost in varnost in zadovoljstvo uporabnikov, tako da tukaj so učinki na več področjih, tudi na gospodarstvu, turizmu, okolju, tako da tudi okolje bo pri tem pridobilo, ker bo manj zastojev in pretočnost na ljubljanskem ringu, ki pa je zelo obremenjen, torej z mestnim prometom, z slovenskim prometom, ki centralizira proti Ljubljani, z mednarodnimi tokovi, ki se povečujejo, tudi smer Balkan, karavanke se povečuje, tako da bomo ohranili nek nivo storitve, moramo ta sistem začeti uvajati. In tukaj seveda apeliram na vse voznike, da ko bomo s tem naslednje leto začeli, da spremljajo naše objave, naše napotke, mi se bomo povezali tudi z Agencijo za varnost prometa, policijo, tako da bomo skupnimi močmi voznikov skušali dopovedati, zakaj je omejitev in zakaj se je treba tega držati. Primerjava z nekaterimi drugimi prometno prav tako močno obremenjenimi evropskimi mesti je torej pokazala, da če bi se vsi ravnali po priporočenih hitrostih, imeli torej dovolj visoko prometno kulturo, potem bi lahko čas potovanja skrajšali tudi do 20%. No, in tega bo v prihodnosti še več. In glavni izziv, ki je pred nami vozniki, je torej ta, da ko je omejitev nižja od tiste, ki jo pričakujemo na avtocesti, da se prilagodimo. Ker je težko, če je cesta pred tabo prazna in bi lahko vozil hitreje. In to zna biti zalogaj. In zdaj bi prav prišla ena dobra prometna samorefleksija. In če smo pravzaprav zelo odkriti in pošteni do sebe, potem lahko z mirno vestjo rečemo, da je včasih že 130 km/h kar precejšen zalogaj. Kako se bomo torej zadržali in peljali recimo 100 km/h takrat, ko bo avtocesta prazna, je res kar velika dilema. In da ne bo celoten sistem in vse raziskave, da ne bodo same sebi namen, bo potrebna pomoč tudi recimo kakšnega drugega deležnika in nadzornikov prometa, tudi policije. Sistem bo že zjutraj, preden bo prišlo do prometne konice, preden bo večja gostota prometa, preden bomo se začeli ustavljati, bo predlagal oziroma prikazal na spremljivi signalizaciji omejitev hitrosti 100, 80, 60. In če mi v tistem času ne upoštevamo te hitrosti, potem pretočnost ne bo takšna, kot smo si jo zadali s tem sistemom. Tako da mi načrtujemo na vseh teh odsekih tudi vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti, torej da bomo z radarji nadzirali, ali upoštevajo vozniki ali ne, in pa sodelovanje s policijo, da bo to tudi potem sankcionirala. Ker najtežje bo, to se vsi zavedamo, da voznik v teh primerih, kot je bilo opisano, ne bo upošteval hitrosti, ker bo pred sabo videl 200-300 metrski odsek, kjer bo prazno, ampak mogoče za tistim odsekom pa vozilo že stoji. In kaj delamo danes? Danes pač vozimo do konca z najvišjo hitrostjo, ki je še možna, in potem za zavojem, kjer je zastoj, se vsi ustavimo. In čim se enkrat ustavimo, se začne dogajati ta harmonika efekt, ustavljanje, speljevanje, ustavljanje, speljevanje. In s tem sistemom, s temi portali, s temi programi prometnimi, ki jih bomo inštalirali, in s tem omejevanjem hitrosti, v kombinaciji z radarjem, v kombinaciji z osveščanjem voznikov, s policijo, bomo skušali hitrost znižati do te mere, da bo čim bolj tekoče, da se bo voznik na priključkih lahko enostavno vključil v promet in potem nadaljeval vožnjo, ker zdaj tudi se ne more vključevati, ker se hitrosti zelo hitro spreminjajo, bremzamo, speljujemo.